Pozdravljeni! Pred nekaj tedni sem skušal odgovoriti na vaše vprašanje, koliko lahko stane bolid Formule 1. Danes bomo nadaljevali v tej smeri, kajti na razpolago so novi podatki, kateri določene trditve kažejo v čisto drugačni luči. Zgodba, ki jo začenjamo danes, je nadaljevanje tistega odgovora na vaše vprašanje. Tam sem skušal ugotoviti, kako lahko poškodbe na bolidu Formule 1 imajo tako različno ceno pri istem trku, pri istem bolidu. Z ust različnih odgovornih smo videli, kako raste neke vrste inflacija. Kolikor koga zanima, kaj sem povedal v tistem starejšem prispevku, dobi seveda bližnjico v opisu, kot običajno. Danes bomo šli korak naprej. Skušali bomo ugotoviti, ali res te trki povzročajo take preglavice odgovornim v svetu Formule 1. Za osnovo bomo vzeli izjavo, ki jo je podal Mattia Binotto. In to izjavo povzemam po spletni strani Race Fans, kar je po mojem osebnem mnenju dokaj zanesljiv vir. Mattia Binotto, ko je skušal opravičevati nekako svojo teorijo, da bi morali dobiti nekaj denarja za trke, ki so bili povzročeni njim v škodo, Mattia je dejal, da v prvi polovici sezone 2021 so pri Ferrariju porabili 2,1 milijona funtov. In tu govorimo samo o škodi ali škodi v navednicah. Torej, 2,1 milijona funtov na prvi pogled se zdi izjemno visoka vsota, a gre za škodo v kompletnem prvem delu, kar bi lahko pomenilo nekaj močnih trkov. Naprimer, trk Charlesa Leclerca v kvalifikacijah Monaka. Seveda, trk Charlesa Leclerca in Lensa Strolla v zadnji dirki na Hungaroringu ter trk Carlosa Sainza mlajšega na samih kvalifikacijah. Poleg tega je imel Carlos Sainz naprimer tudi trk v Azerbajdžanu in mnogo drugih minornih incidentov. Torej, lahko z gotovostjo trdimo, da ta cifra se razdeli kar na nekaj incidentov. A to nam ne pomeni še nič, kajti lepo se bere 2,1 milijona funtov. Kot smo govorili pred časom, da nek profil stane bajne vsote, brez da bi razmislili, kje je naprimer strošek razvoja. In strošek razvoja pri neki oceni vrednosti dela je verjetno večinska postavka. Da vam dam lep poenostavljen primer. Kolikor kdo izmed nas piše nek članek, neko poročilo, terja to ogromno truda in znanja, da se vsebina sploh napiše. Ko je vsebina lepo, varno shranjena na trdem disku računalnika, je tisti napor, ki je potreben, da se to natisne, relativno majhen. Ko je ta članek, to poročilo na papirju, se lahko zgodi marsikaj. Tudi to, da se ta izdelek poškoduje ali izgubi. Ampak natisniti ponovno nov izvod ne pomeni, da bomo začeli vso delo od začetka. Poiskali bomo shranjeno verzijo na trdem disku in znova natisnili. Z bistveno manjšimi stroški, kot smo jih imeli pri izdelavi prve kopije. In upam, da sem moje razmišljanje tu pojasnil. Vrnimo se k izjavi Mattia Binotta, ker je sam po mojem hotel dokazati pravzaprav nekaj drugega, a mu ni uspelo. Namreč v preteklih prispevkih sem tudi govoril, da Mattia Binotto se nekako strinja s Christianom Hornerjem, kjer bi oba želela, da tisti, ki je odgovoren za nesrečo, plača tudi stroške onemu, ki jih je povzročil.
2,1 milijona funtov. Kaj je to pravzaprav za nek znesek? Za nas, navadne smrtnike, izjemno visok znesek. Ampak, če zaokroženo pretvorim 2,1 milijona funtov v druge valute, bomo ugotovili, da je to približno zaokroženo 2,5 milijona evrov ali 2,9 milijona ameriških dolarjev. In ta številka je izjemno zanimiva. Vsi namreč vemo, da je proračun omejen na 145 milijonov dolarjev. Torej, 2,9 milijona dolarjev pomeni 2% te vsote. In sedaj, če damo na nek skupni imenovalec, da so pri Ferrariju v prvi polovici sezone porabili 2% proračuna zaradi nesreč, se lahko začnemo spraševati, je ta vsota res tako kritična, da ne bodo zmogli pripeljati sezone do konca. Pa recimo, da v drugi polovici sezone bodo imeli več nesreč. Torej, da bomo tem 2% dali še 3%, skupaj 5%. Bo to pomenilo konec, naprimer, izdelave rezervnih delov? Sam osebno dvomim. Namreč, kolikor nek vodja, nek menedžer tako tesno načrtuje proračun, da je 5% kritičnih, ve, kaj počne na svojem delovnem mestu. Posebej se ne zaveda, da v Formuli 1 so nesreče pogoste in pravzaprav neizbežne. Pri načrtovanju proračuna določen del morajo rezervirati za izdelavo delov, ki bodo poškodovani v takih ali drugačnih nesrečah. In 5% v eni sezoni, meni osebno, se mi ne zdi pretirana vsota. Če malce pretiravam, kaj pa, če bi rekel, da v celotni sezoni bi lahko namenili 15 ali manj odstotkov izdelavi vseh delov, ki jih porabijo. Torej tudi tiste spremembe aerodinamičnih paketov in delov, ki se obrabijo, brez da bi nekdo trčil v njih. Vidimo torej, da gre pri tem vprašanju, po mojem osebnem mnenju, bolj za politični pritisk in sklepanje nekih skrivnostnih zavezništev. Kajti, če Ferrari ima težave s tistimi trki, ki smo jih videli v prvem delu sezone, kaj bi lahko rekli pri Alfa Tauriju? Imajo Yukija Tsunodo, ki je trčil bistveno večkrat kot Sainz in Leclerc skupaj. A zaenkrat nisem slišal, da bi se Franz Tost pritoževal nad vsoto, ki jo mora nameniti samo za rezervne dele, katere je porabil Yuki Tsunoda. Torej, zopet neka tematika, ki jo razni viri malce napihnejo, malce pretiravajo, zato da imamo zanimive naslove. Kot ste videli, da so malce pozabili na določene številke, pridemo do zaključka, ki nam kaže vso problematiko v čisto različni luči. Kar se tiče tega drugega dela, tega zanimivega razmišljanja o stroških vezanih na Formulo 1, bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.